Kvaj borci in borke, kvaj se vam kaj dogaja v lifeu razen nič. Sploh ni panike, me se načeloma tudi ne, so pa dnevi, ki se mi in danes je en teh dni. Swag. V kult.si, to je krasna trgovina v Logatcu, by the way, je v času moje odsotnosti, ki sem v Avstriji še po trejle, priletela nova vilica. Fox 38, mama mia! Pa sej ne, da je 36 karkoli narobe, ampak jaz sem to res mogel imeti, ne. In to sem se odločil lani, ker sem na zadnji dirki Endura World Series prebral, da prihaja od Foxa nekaj novega. Sem rekel, to bo na mojem bajku naslednji let in evo, tukaj je! Najbrž se sprašujete, zakaj. Razlogov je več. Prvi razlog je gladko najboljši, ker lahko. Drugi razlog je zato, ker je to moj M-bike za vse in mi paše med 180 mm hoda. In tretji razlog je, ker rad probam premijem zadeve in to letalo oranžna zvitorepka je. Torej, kva je zdaj novega pri Fox 38 vilici za sezono 2021? Zelo veliko. Prvo kot prvo so potopne cevi premera 38 mm, se pravi 2 mm širše od predhodnice 36D. Druga stvar, 38 je zdaj res hard enduro freeride vilica, da se je dobiti od 160 do 180 mm hoda, medtem ko je 36, kak je bila zdaj tudi do 180 mm hoda v 27,5 verziji, bo letos za 2021 ostala samo v 150 pa 160 mm hoda in ne jebejo več. Glaven poudarek 38 je bila zdaj togost, ne, in to zdaj po vseh podatkih tudi je, sploh torzijsko ne bi bila za 38% bolj toga od predhodnice 36, kar je pa že kar cifra. Četrta stvar je, malenkost je težja. Tukaj nimam ok. Fox 36 29-stolski verziji, factory model je bil nekje okrog 2,1 kg, medtem ko je tale zadeva zdaj 2,4 kg, se pravi 300 gramov težji. Koliko so zdaj to resnični podatki, ne bom tehtal, ker nisem gej! In tukaj je zdaj Fox res naredil poudarek, da se še bolj zmanjša trenje. Kako so to naredili? Gremo čez tele korake. Fox je sinonim za smooth, ne? In to pomeni, da grejo res v detajle, da zmanjšajo trenje. In zdaj pri 38 so res šli v detajle, tako da gremo kar po vrsti. Prvi detajl za zmanjšanje trenja je zdaj ta nova floating aksa. Ko sem jaz to prebral, sem rekel, what the fuck? Kva je floating aksa? No, gre se za to, da lahko nastavljaš tole notranjo pušo na perfektno širino vaše peste in zategneš s tem levijakom in slajdeš aksno nazaj noter. To pomeni, da bojo tolerance še bolj v piko in vilice ne bo toliko zvijali in povzročali dodatnega trenja na slajderje. O moj bog! Drug način odprave trenja je prek teh kanalov, ki jih vidite na zadnji strani nog. Te kanali so lahko nekako dvonamenski, ne? Prvi namen teh kanalov je, da dejansko omogoča dodatni volumen spodnjim nogam. Se pravi, kad ti zabiješ vilico, se od spodaj v nogah nabere nekaj zraka in zdaj to omogoča, da ta zrak potuje še prek teh kanalov. In v bistvu za progresivnost res skrbi samo zračna kartuša, na katero imaš pa ti popoln nadzor. Drug namen teh kanalov, dragi moji, je v tem, da pomagajo pri kroženju olja in sicer spravijo olje iz spodnjih nog gor do oljnih penc, ki se nahajajo na vrh vilice, noter v notranjosti seveda. In to pomeni, da bo vilica stalno lubricirana, sočna, seksi, podmazana, se pravi smooth as fuck. Piko na i v vsej tej zgodbi pa dodata še te dva legumba, ker smo zdaj videli sam na njihovi DH vilici Fox 40 in v bistvu te dva gumba nudita možnost izravnave atmosferskega tlaka, ki nastane zaradi temperaturne ali pa višinske razlike. Ja, kapiš? Seveda. Kar pa velja poudariti, dragi moji, je pa to, da performance vilice, se pravi čisto osnovne, 38, ki ne bojo prišle s temi gumbi, se jih da pa dokupiti. Se pravi, te gumbi so sam na Fox Factory kitu. Swag. Pa pri manjšem trenju ne bi pomagala tudi Kashima. Tako pravijo. Ne vem. Najbrž nekaj je na tem. Naslednja stvar, ki so se lotili, je prenovljen most vilice. Malo je bolj okrogu pa polikan dizajn. Zdaj ne vem, meni osebno je mogoče ta star dizajn malo bolj všeč, ker je bolj surov. Ampak ne bi pa tale nov dizajn še dodatno pripomogel k togosti vilice, tako da za nekaj je zihar dober. Pa še nekaj, tale most je zdaj postavljen majčkeno bolj naprej. Zakaj? Zato, ker naj bi se dogajalo, da bi se pri vilicah, ki imajo offset krajši, ta most zabil v head-tube okvirja, ampak to velja bolj pri unih okvirjih, ki imajo head-tube izrazito bolj ven, se pravi, kakšen transition bi znal imeti te probleme, nisem ziher, ampak ja, zdaj s tem novim mostom teh težav več ne bo. In še zadnja stvar pri dizajnu je pa tale eliptična krmilna cev, ne? Se pravi, odzeli so material tam, ki ga ne rabiš, pa dodali so ga tam, ki ga rabiš in ne bi bila v tem delu še bolj toga.
teža je postala ista kot pri navadnem stirerju prejšnje vilice. Tako da mende je v redu. Jaz ne vem, koliko bom tleh toliko občutil pri svojih 78 kilah, ampak mogoče pa bom. Notranjost, še ena stvar, ki so se dotaknili, bil bi greh, če se ne bi, a ne? In sicer spremembe so tako v zračni komori, kot v damping komori. Kaj so naredili? Gremo si pogledati. Na zračni strani so pri Foxu dodali extra volume negativno komoro, kar naj bi še dodatno izboljšali začetni hod. Na damping strani, dragi moji, pa ostaja Grip 2 kartuša, s tem, da so dodali VVC, a.k.a. Variable Valve Control. Prej smo videli ta Variable Valve Control na High Speed Reboundu, zdaj smo ga dali pa na High Speed Compression. S tem zdaj omogočaš dost fine tuning nastavitev vilice in v bistvu je zdaj z obratom gumba narediš to, za kar si prej mogel celo vilico razdreti, jo fine tunati in sestaviti nazaj. Se pravi, bom rekel tak pro-tune za normalne smrtnike. Ok, zdaj pa dost mojega dolgovezanja, ker imam že sam sebe poln K. Tako da zdaj sam zamenjam te dve vilice in grem čaržat. Kam grem čaržat? V Bike Park Krvavc. Bliz je, ima dobro gondolo, hitro gondolo, pa hude traile in se mi zdi krasen teren za nastavljati vilice in testirati. Se strinjamo? Seveda, da se. Kako lahko porekamo temu? Ne moreš temu porekati, ker sem jaz tako rekel. Alrighty then, modelčki! Ne vem, kva vi mislite, ampak jaz mislim, da je bila ta vilica kar narejena za ta frame. Poglejte to. K en tak mini DH stroj. Točno to, kar sem iskal. Zdaj pa tako. Zdaj gremo furat. Prej sem že naredil furco 36-ko na isti progi, Rock and Flow. Zdaj gremo pa še z 38-ko, pa bomo pa malo primerjali, kva se zdaj dogaja. Če jaz sploh kaj občutam, kaj je izboljšava res. Bomo videli. Gremo. Star, mislim, je resno, po moje je razlika, že zdaj je razlika. Moram verjeti, meni je bila že 36-ka čist cik, tako. Daj greva na trail, ta star, pa grem. Do play it back like a million times, cause I know that you're the absolute, the original Moonwalker, Heartstopper, yeah, the original black leather, forever, oh, the original. A little solid gold. When you're classic, when you start it all. Pol kamera, da je Krvavc razfukan. Jaz ne vem, kje to vidijo. Mogoče je pa Fox Factory. Nimam pojma. Jaz ne vem, ampak jaz se vozim kar na oblaku. Meni je super, meni je pospeglen. Krvavc je pump track. Mal nas je sicer dež pregnal, ampak glej, za zaključno oceno bom podal svoje mnenje. Zdaj tako. Iskreno povedan, da je 36-ka premalo toga, niste jih pogosto slišali in tudi meni je bila vrhunska vilica. Lahko pa rečem, da vsak, ki je furil downhill vilico Fox 40, pa jo primerja z ostalimi, lahko vidi, koliko v bistvu je
toga vilca bolj suverena, kad ti priješ v kompresije pa v rock section, ne. In tudi tle se to pozna, definitivno se pozna. Pozna se tudi ta kartuša, ki je res začetni hod je nor, kako vilco dozira skozi hod je prizadeto. Boljš kot 36, tle, to se takoj občuti. Kar se ostalega dela tiče pa, glej, za moje pojme je 36 vrhunska vilca. Ampak, ker sem si lahko privoščil, sem si jo pa privoščil. In če mi je kaj žal, a vam zgledam, da mi je žal, da sem si kupil 38? Ne, ni mi, niti malo. Lahko pa podam oceno, da je 38 kar perfektna vilca za nekoga, ki išče DH performance vilce, oziroma vsaj približek DH performanceu v enojni kroni. Tako da, dajmo, kupite. Zelo dobro, če na vajko dobiš, sploh toliko boljš. Sem pa še nekaj ugotovil, dragi moji. Ne? Jaz sem bil dela na Krvavcu po 2 letih, spet, in bom rekel, da smo se kar malo preveč, oziroma vsaj jaz sem se preveč razvadil na speglane trele furati in sem bil dale po teli prvi furi kar reality check in sem šel karkoli sezonko vzeti. Tako da definitivno se bomo letos večkrat videli na Krvavcu. Pejte gor, traili so nori, tisti, ki zna Krvavec dobro peljati, sploh v mokrem, bo se znal peljati povsod. Tako da to je to. Vidimo se v naslednji vojni in ostanite črni moje bele čokolade.